Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. 20. oktober 2020 bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino idrijskega športa. Na ta dan je namreč Jan Tratnik poskrbel za drugo idrijsko zmago na kolesarskih dirkah največje ravni. Jan Tratnik, najprej seveda čestitke za res odličen nastop na letosnem Giru, predvsem za zmago v 16. etapi. Ja, najlepša hvala. Na današnji pogovor bo opravila brez mask, ločena ju to steklo. Tako da, kakšni so vaši vtisi sedaj, ko ste nekaj dni že doma v tej 16. etapi? Verjetno prihaja za vami, kaj vse ste dosegli. Ja, se mi zdi, da sem še lepo po nekaj dneh izrealiziral, da mi je res ratalo zmagati. Etapa na ena izmed največjih tritedenskih dirk, oziroma na splošno največjih kolesarskih dirk. In zdaj, ko te gledam malo vse zgodovino, še 5 let nazaj sem gledal tu po televiziji, kako so zmagovali etape. Pa si nekako vsaj nek želil, da bi tudi jaz zdaj zmagal, in zdaj je tu ratala realnost. In jaz sem izjemno ponosen, pa vesel in sem se začel zavedati, ko sem sploh dosegel, in mi tu daje tudi nekako neka potrditev, da je lahko in sigurno bomo še probali. Naključje je hotelo, da je bila to prav 2000 izvedena etapa kolesarske dirke po Italiji. So organizatorji temu namenili kakšno večjo pozornost, ko ste bili zmagovalec te etape? Po pravici povedano, jaz sploh nisem videl, da je bila tu 2000 etapa. In ko sem prišel skozi cilj, sem še lepo tako rečeno v hotelu, sem videl med novici, da je bila tu 2000 etapa. In prej nisem tega videl, zdaj vidim in lepa številka, sigurno sem zapolnil. Spomladi, v času prvih ukrepov vezanih na koronavirus, ste bili prvi športni gost našega studia. Takrat niste vedeli, kaj vse vas čaka v letošnji sezoni, sedaj pa imate za seboj 49 tekmovalnih dni, seveda najbolj odmevna je bila prav ta zmaga na 16. etapi. Pa se malce še dotakneva te etape. Kar nekaj podpore ste imeli med gledalci, vam je to dejansko vlilo še tisto dodatno moči za končni uspeh? Če se vrnem najprej na ta korona, pa vse to, kar nismo imeli dirk, jaz tudi takrat, v tistem času ni bilo nekega pretiranega dopusta. Že tu mi je bil nek dopust, da sem lahko bil sploh doma. Treniral sem po planu, veril sem nekako, da bodo dirke in verjetno, ko se bodo začele, da bo tu, kako bi rekel, totalno rock'n'roll, ko bo iz ene dirke na druga, in sem videl, da moram biti, ko se je začelo, pripravljen 100% in probati iz teh 3 mesecev, kar smo imeli dirk, iztržiti največ. In iztržil sem lih na etap, ko snemo tako rečeno največ gledalcev, domačih, tudi ostalih slovenskih, ki so bili okrog. In sem tukaj je bilo pa res neko, kako bi rekel, neka dodatna energija, zato ker sem njemu in punca, in brata, in prijateljev, se pravi v cilju, zadnjih 500 metrov. In tudi silno da nek dodaten zagon, ko vidiš, da je borba za etapna zmaga in da je so prišli gledati. In sem si rekel, da tudi med dirka sem si rekel, da to bilo pa fajn, najljubši zaključ. In vse je šlo meni vpred in sigurno bi se rad zahvalil vsem za ta podpora, ker tudi čutiš pol, da je veliko in ostalih slovenskih navijačev navijalo in me podpirali, in to je sigurno bilo tudi mi je dalo neka moč, tudi tisti, ki niso bili tam, ki so verili doma, recimo, in tako da hvala. Sicer pa ni samo ta zmaga, katero lahko rečemo za zelo dober uspeh na letošnjem Giru. Že začeli ste z 11. mestom na kronometru, potem še 2-krat dosegli 10. mesto v zadnji etapi, z le nekaj sekund zaostankom za 4. uvrščenim. Tudi te rezultati so vrhunski. Se mi zdi, da prvi in zadnji kronometer bi lahko malo boljše odpeljal, oziroma zadnjega sem vse šlo po načrtih, ampak sem imel manj težava, ko sem dohitel kolesarja pred sabo, se mi v ovinku ni umaknil in tam sem zgubil, zdaj težko reči koliko sekund, ampak sigurno je bilo nekaj tam, da bi lahko posegel višji.
Ampak ja, pač zelo fajn se mi zdi, ker sem bil nekako tak konstanten prek vseh kronometrov. In pač za me je tu tudi ena potrditev, da sem na pravi put, tudi za naslednjo leto. Vima še, tudi za ekipo Vima, da se še rezerve tukaj, da lahko še nekaj napredujemo. In ja, pač tudi na te rezultate sem vesel in pač mi sigurno daje zagon za naslednje dirke in naslednje kronometre. Sedaj je za vami 2 nastopa na Giru, 1 nastop na Touru. Kakšna je kaj razlika med temi 2 dirkami, ki ste dejansko največji kolesarski dirki na svetu? Ja, pač tukaj pač je moje mnenje, da je Tour številka 1 in medijsko in tudi fizično in plus psihično se mi zdi, da je Tour presega vse te dirke, zato ker moramo videti, da vse ekipe World Toura žuje zaradi Tour de France, se pravi, tukaj je največ medijskega booma, največ sponzorjev preživi zaradi Toura. In na Tour, recimo, vse ekipe na Touru so od prvega do zadnjega tekmovalca, pač vsi kolesarji tam so 100% pripravljeni in tudi ekipa zbere najboljše kolesarje, da gre na Tour. In tu da pol tudi Touru neka višja brzina, pač tukaj se največ vidi, se mi zdi na Touru se vidi razlika na ravnih etapah. Na Giru ni take tiste hitrosti, ker recimo na Touru gre od štarta do cilja, pač se ne moreš nič predahniti. Je pa res, da recimo Giro je pa znan po zadnjem tednu, da je pa brutalna, ne? In dolge etape in klanci, dolgi transferi in tu je pa spet nekako, kako bi rekel, pač kaj je pa res težko v tem zadnjem tednu Gira vse premahavati dolge prelaze, ker recimo na Touru teh tu dolgih prelazov, ker je bilo letos na Giru, tega ni bilo. Ampak ja, jaz bi tako rekel, da Tour je še zmeraj možen malo tudi zaradi stresa, da je malo težji. Sem kar se pa pol recimo vse zavija v gore, pa tu je pa se mi zdi, da Giro, da je skoraj težje, no, kar se tega tiče. Ampak ja, na koncu na vseh dirkah moraš biti 100% pripravljen, drugače si hitro vanno, tako bom rekel. Kako se sicer pripravite na posamezne etape? Mogoče greste kakšen mesec prej kaj prekolesariti, kakšen del, kakšno etapo, ali vse to samo na pogled na zemljevid? Trenutno se tudi z ekipo, ki se proba vse ekipe čim boljš pripraviti, ponoči potikajo trening kampi na lokacijah, kjer bo recimo šel Tour de France ali pa kjer bo šel Giro d'Italia, se pravi, ekipa gre na skupinske priprave 1 teden in pol v tistem tednu probamo pač pregledati par etap. Zdaj to je 3 tedne skoraj nemogoče vsaka etapa pogledati, no. Sem ja, pač moja metoda je pa pač nekako tak, da si pred vsakim Grand Tourom nekako grem skozi analizo ciljih vseh etap, malo pregledam profile etap in malo vidim, katera etapa je recimo meni pisana na kožo. In si pol probam začrtati tu kot nekakšen cilj, no, v tisti etapi. In pač tudi zdaj recimo za ta etapa, ki sem zdaj pogledal, sem njemu napisano ali mi rata pobeg, ali pač če mi ne rata pobeg, bom pa v pelotonu poprobal pol prehraniti nekako moči do konca. In nekako ja, tako se jaz probam osredotočiti pol, da vidim lih malo, da imam plan, kak celoten Grand Tour čim bolje odpeljati. Seveda je pa tukaj zdaj spet malo je tudi odvisno od funkcije pa od interesov ekipe. Zdaj, če imamo recimo na Touru, letos je bilo vse okrog Lande in tam ni bilo pardona, ne? In tudi smo mogli skrbiti za Lando od štarta do cilja in ni bilo važno, komu je bila pisana etapa na kožo. Tako da tu je vse se malo tu spreminja, ampak ja, jaz če bi imam proste roke, recimo si probam nekako na ta način, da si sama pregledam, pa
planiram pol, kjer dan lahko kaj naredim, kjer ne, kjer dan je bolj za počitek, če je to možno. Pač zdaj spet lahko si reči, da ta etapa ima bolj v pelotonu pa počel, sem lahko, da je etapa pa tak, da leti od štarta do cilja in si ne moreš početi, tak da to je vse malo, ja. Se ne pa pač brez plana, pol pa tudi ni rezultata, tako bom rekel, no. To vprašanje me je zanimalo tudi, bom rekel, z vidika spustov. Pogosto spremljamo dokaj vratolomne vožnje pri spustu navzdol. Gre tukaj, bom rekel, na slepo ali vsaj približno veste, kako poteka zavoj. Ja, pač spusti so kar, kako bi rekel, kar nek tak dejavnik ali pa neki, ki se vsi malo ne bojijo, a ne, sem pač enkoli novi, zdaj videli smo tudi že akcije v spustih, a ne, ki pač ekipa napade v spust in vsi vemo, da enkrat, ko ti prejš na vrh prelaza, pa ima spust dol, se ta skupina 170 kolesarjev raztihne, ena po ena in to je lahko dolga 2 kilometra kolona in v spust enkrat začne tudi tako rečeno pukati, niso vsi dobri spustaši in hitro nastanejo luknje, v spust traja 15 minut in v spustu ima lahko prva skupina, ki jih lahko ostane, tudi 30, ima že lahko minuta prednosti, ne. In tukaj jaz ne morem zmeri, tudi zdaj na Giru smo imeli kar par takih akcij, ki se je izvedlo. In ja, zdaj fajn je, da poznaš spust, zdaj če ga pa ne poznaš, je pa vse na slepo in zdaj upaš, da ni kakšne smeti na cest, luknje, piska ali pa da pač ja, najbolj zahrbtni so ti zaprti ovinki, ki prideš 80 na uro in kar naenkrat ovink zapre in pol slabo reagiraš, preveč stisneš žlajfe in hitro lahko nesreča. Tako da je tudi pač eni kolesari tudi lahko malo preveč riskirajo. Sem ja, zdaj, ko se gre pa za zmago, pa tu pa pač vse tu pozabiš, pa malo je tudi sreča odvisna. Plus najne, ja, to je pa seveda. Omenili ste srečo, ta vam ni bila sopotnica na letošnjem svetovnem prvenstvu v Imoli. Na kronometru ste imeli težave z odlomljenim držalom za roko. Ja, pač zgodilo se je na, tako rečeno, najbolj pomembnem dogodku za kronometer, no tako bi rekel, svetovnem prvenstvu sem ja, tukaj pač ne morem prav, kako bi rekel, benha kriviti, pač tukaj so taki napori, tudi pač, ko smo na kronometer in ko držiš tista balanca, je še zmeri tako uporna ta podpora, ko držiš in pač pride moment, ko se ti zlom in ja, meni se pač na neki veliki dirki in žal se je tu naredilo in pač tudi ekipe je bilo žal in pač tukaj ne morem zdaj neč. Verjetno se bo ekipa tudi malo bolj posvetila k temu, da se je tu ne več ponovilo. Sem ja, smola, sem zdaj, ko gledam, meni neč podrlo, takoj sem se pobral nazaj in šel na nove cilje in ja, to je bilo to. Ampak kljub tej smoli niste niti za trenutek pomislili, da bi na tisti tekmi odstopili, ampak ste vztrajali do konca. Ne, pač je težko psihično, tu sigurno, pač, ko se pol, ne da se boriš sem iz, kako bi rekel, iz štoparca, pa čim prej na cilj pride, sem se boril s tem, da napadu, zato, ker pač, se pravi, jaz desne ali leve roke nisem imel, da bi je lahko lepo prislonil, sem njemu skusil zrako in tukaj je bilo še posebej, ko smo se vračali nazaj proti cilju, proti velodromu v Imol, so bile hitrosti izjemno visoke, ker smo imeli veter v hrbet in je bila hitrost blizu 70 na uro in ob taki hitrosti je tudi težje kontrolirati celotno kolo in ja, še zlomljenem tistem se pač ja, nisem mogel osredotočiti na perfektno vožnjo, kar je normalno. Sem recimo, nikoli pa nisem še tudi v karieri, tako rečeno, če sem nekaj taha naredil, nisem pomislil na to, da bi odstopil. Odstopil sem v primeru, da res grdo padem, drugače pa probam vsak dan. Še tu, če padem, probam priti pol do cilja, pa se pol po etap rešuje, jak naprej.
Zadnja beseda vaša je bila, kako naprej. Zasledili smo novice, da ne veste še, kje boste nadaljevali, zagotovo pa da ostajate v World Touru. Ja, pač tu lahko potrdim, da ostajamo na najvišji ravni kolesarstva. Zdaj leta se malo ta virus je vse malo zamaknil, in dirke, in pohajanje, in vse to. Ampak ja, nič še ni uradno. Sem pač je pa ostajam na isti ravni kolesarstva. Tako da, ja, to je najbolj pomembno. Torej bomo vaši someščani imeli v prihodnost možnost, da se vam pripravi en pravi sprejem, kakršnega si športnik vašega kova zasluži. Leto žal sprejema ni bilo zaradi veljavnih ukrepov. Ja, no, prva stvar, ki bi se rad zahvalil vsem za ta, kako bi rekel, ne sprejem, ampak pozdrav, ker ste mi tu pač, ker ste mi tu uredili, pa me tako presenetno razveselili, ker sem se vrnil v Idrija. Ja, verjamem, da mislim, tudi meni je bilo malo hudo, ker se nismo mogli nekako, da bi tu res proslavili, pa ja, se pravi, da bi proslavili ta zmaga. Ampak ja, pač, pa jaz to obljubim, da bom pa v prihodnosti, oziroma že drug let sem pomatral, da bom pa zmagal morda še ena ali več takih dirk, etap, pa da lahko pol še vse za nazaj, na zdravmo. Obenem pa boste verjetno ostali tudi eden največjih ambasadorjev idrijske besede. Ja, upam. Kako sicer, bom rekel, člani vaše ekipe, kar precej Slovencev imate v ekipi, tudi v reprezentanci, ne nazadnje, kako gledajo na to vašo idrščino, ker res ste... Ja, par se jih že učim malo idrsko, tako da vsem se zdi fajn. Sem zdaj lih, če pa malo prehudo, začnem me pa moram malo ustaviti pa prašati lahko, ko sem prašal ali pa ko govorim, no. Tako da, ja, no, jaz se zmerim malo, mislim, zdaj lih, če vidim, da ne razume, pol se pomatram, no, pa da malo bolj po slovensko povem, sem zdaj, če pa ne potrebe, pa s tem. Jan Tratnik, še enkrat najlepša hvala za obisk v našem studiu. Čestitke še enkrat za letošnje nastope, ne samo za zmago, ampak tudi za ostale nastope. In pa upam, da se prihodnje leto dejansko srečamo na enem pravem sprejemu. Ja, najlepša hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in pa vabeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.